Ti se prijaviš za status, dobiš status in pol se registriraš in ne veš nič. Drugače to prej, ko smo o Špelci govorili, Špelca, we fucking love you, mi bi umrli brez tebe. Tako da... Tudi na začetku. Ja, ok. Hvala Špelca za vso pomoč v resnici. Ja. Recimo na Ministrstvu za kulturo so celo zagovarjali pravico, da je umetnik brez računalnika. Jerneja najbolj na svetu moti to, da ne more imeti več kot 5 poklicev, ker Jernej je izjemen v več kot 5 poklicih. Jaz lahko odprem popoldanski SP in si dam vse poklice, ki so pod samozaposlenim v kulturi in noben mi ne more nič. Zato, ker ni pogoja za to, da ti opravljaš te poklice. Pri Novičniku je bilo odločilno to, da sem začela sodelovati z računovodjo. In recimo jaz sem prepričana, da obstaja nek šopek samozaposlenih in še zdaj ne vejo, da morajo mesečno plačevati dolgotrajno oskrbo. Sam upam, da nismo koga s tem zastrašili. Vsega tega se nauči človek z malimi koraki po kapljicah. Ta kartica zavezanca, kjer je minus plus saldo neki, pa še rdeče zeleno. In je tako včasih kontra, kakor bi tvojemu možganu bilo logično, ker ne veš, iz katerega vidika bereš podatke, ne iz vidika države ali iz vidika tebe. To je pa zato, ker država dela dvostavčno, računovodstvo ne enostavčno. Drage poslušalke, dobrodošle v 9. epizodi 4. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes z nami končno Mojca oziroma Marija Mojca Pungarčar, likovna umetnica, kostumografinja in urednica. Končala je srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, potem se je zaposlila kot modna oblikovalka v tekstilni industriji, študije nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomirala iz slikarstva in potem šla tudi na podiplomca, študirala tudi malo na Dunaju, na kar je leta 2001 magistrirala iz novih žanrov na San Francisco Art Institute v Kaliforniji. Od leta 1991 deluje kot samozaposlena na področju kulture, ukvarja se z instalacijo, videom, fotografijo in performansi, posveča se družbeni kritiki in vprašanjem skupnosti, dela tudi na področju gledališke kostumografije in, po čemer jo mogoče vsi mi mladiči in ne toliko mladiči poznamo, informiranje za nas onemogle samozaposlene v kulturi je namreč ustanovna članica KUD Trivia in odprte zbornice za sodobno umetnost. Med letoma 2004 in 2013 je bila urednica Art Servisa, spletnega portala za informacije z področja kulture, in leta 2014 je ustanovila Novičnik za samozaposlene v kulturi, ki ga tudi vodi in ureja. Zdaj pa se je Novičnik evolval v next stage, rodila se je spletna platforma oziroma vrsta Novičnika, torej imenovana Svobodnjak. Poklepetali bomo o ogroženi, a somehow razpaseni avtohtoni vrsti, torej o nas, samozaposlenih v kulturi, oziroma po novem samostojnih delavcih v kulturi. Torej, kaj je ta status, kje se še vedno zatikamo, kako Mojca dela, kaj vse nam poleg Špelce na MZK neizmerno in vedno znova urgentno pomaga in kaj so novosti, ki jih prinaša ZUIK. Pregovorili bomo tudi o Novičniku za samozaposlene v kulturi in na novo vzpostavljeni spletni platformi Svobodnjak. Poslušate Kritiški posedek, to je podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture, včasih tudi zelo random in x umetnosti. Vse omenjene pomembne faktološke stvari bomo polinkali v opis. Torej, draga poslušalka, prosim pejte podpreti posladek, doniraj kavico za 2 evra. Nimamo terase, zato cene te kave nismo zvišali za 70%. Link je v opisu. Hvala. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posedek. Posladek. Živijo, Mojca, hvala, da si prišla končno. Midva sva prišla. Ja, midva sva prišla, ja. Zdaj smo pri njej na obisku tle v njenem ateljeju v Švicariji, ki je zelo prijeten in, kako bi rekel, domač. Lep studio, no. Če se malo ozrem naokoli, veliko stvari počneš. Zdaj,
po mojem te večina od nas pozna pravzaprav prav po tem Novičniku, v resnici pa, če gre človek pogledati tvoj CV, je ta tako, človek dobi kar malo strahu spoštovanja, ker si ogromno stvari počela v življenju in nisi samo tukaj zato, da nas pomagaš navigirati ta čudno življenje samozaposlenega v kulturi oziroma zdaj samostojnega kulturnega delavca, ampak delaš tudi svojo prakso. Bi te tako mogoče vprašal, če mi nam malo poveš, kaj počneš in kako je prišlo, da si od tega, da si pač kulturna delavka oziroma oseba, ki se ukvarja z vrsto stvarmi v kulturi, prišla do tega, da jaz bom pa zdaj dala, ne vem, po mojem kar velik del svojega časa v to, da pomagam drugim. Hvala za ta zelo spoštljiv uvod. Zdaj sem jaz dobila strahu spoštovanje pred samim seboj. Ampak, dajmo se tega znebiti. Pa bom razložila vajnim poslušalcem, da je na moji desni moj delovni pult. Na eni strani je računalnik, na drugi je pa šivalni stroj. In recimo ta dva pripomočka sta nekako vsakodnevno pri meni v uporabi oba. Če se le da, seveda, ne. Jaz sem po svoji izobrazbi umetnica in vse moje šole od osnovne šole dalje so bile umetniške. Tako da to delo, ki ga upravljam kot urednica, je v bistvu v tem poklicu sem samouk. Je pa tako, da je seveda kar hitro postalo jasno, da če se hočem ukvarjati z umetnostjo in to z sodobno umetnostjo, kar sem si tudi zadala za svojo pot, potem bo treba zraven še nekaj drugega delati. In nekateri umetniki, kot sama vidva dobro vesta, gre večina slikarjev ali pa vizualcev v pedagoško dopolnilno dejavnost, učijo na šolah ali pa na srednjih šolah, fakultetah, kakorkoli že. Jaz sem iskala nekaj bolj povezljivega z mojimi interesi, sposobnostmi in v neki življenjski fazi me je pot pripeljala v multimedijski center RTV Slovenija, kjer sem nekaj časa delala kot kulturna redaktorka v spletnem uredništvu, ki se je takrat šele razvijal, ampak vzporedno se je pa nekako razvijal tudi spletni portal Art Service. In čez par let so me povabili iz zavoda SCCA, da presedlam na uredniško mesto Art Servisa, kar sem tudi naredila in tam ostala dobrih 9 let. To je bilo pa eno prav posebno, bom rekla, delovno mesto v tesnem stiku z nevladno kulturo, z Art Service. Ne vem, če se ga vidva sploh lahko še spomnite. Jaz se ga glih toliko malo spomnim, da sem ga ujel, preden je zatonil. In ena stvar, ki se jo spomnim, je pač tisti zelo ikonična spletna stran. Grafična podoba je bila res 90. vibe oziroma zgodnja 2000. Mogoče še res tiste spletne strani, ko še nismo vedeli, zakaj imamo zares internet in se je internet še zares oblikoval. Ampak v bistvu, če pomislim, za tisti čas zelo, avantgarden po izgledu in po načinu delovanja, kar spet ni bilo tako samoumevno, ker ni bilo tako enostavno postaviti spletno stran takrat. Spomnim se pa, da je bil v bistvu res en agregator vsega, kar rabi nekdo, ki dela v kulturi. Recimo zdaj nam definitivno manjka neka spletna stran, ki bi nas, če ne drugega, obveščala o prihajajočih razpisih. S tem, da na Art Servisu, kako se jaz spomnim, so bile pač tudi vse ostale informacije. Ne? Bazo razpisov je imel izredno dobro izdelano, čudovit arhiv, ki ga je bilo pa treba seveda ves čas filati, posodabljati, raziskovati. Sčasoma, ko sem jaz prišla, so se že dodajale nekatere druge teme, kot recimo teksti, neke vrste priročnik za administrativne obveznosti in tako naprej. Ko pa sem jaz prevzela uredništvo, je pa kar hitro postal fokus na posameznikih, ustvarjalcih v kulturi, na samozaposlenih v kulturi, ker so se nekako v tistem času začele kopičiti birokratske obveznosti. In nekako je nastala potreba po večjem servisiranju tega sektorja. Dosti sprememb se je takrat zgodilo. Recimo morali smo začeti izdajati račune. Ena od takih recimo prelomnic
pa še prej, mogoče kakšno leto, 2 leti prej, je sledil prehod na drugačen sistem normiranih stroškov. Spet je bilo treba nekaj pogruntati oziroma raziskati, osvojiti te lekcije. Nekako se začeti pogovarjati z ljudmi, ki krojijo ta pravila in zakonodajo, kako bi kakšno stvar vendarle tudi malo zajezili, da ne bi se vse kar zgrnilo na posameznike. Mislim, kot zanimivost, ne, iz tega obdobja naj povem, da takrat sploh ni bilo samoumevno niti, da umetniki uporabljajo računalnike. Recimo na Ministrstvu za kulturo so celo zagovarjali pravico, da je umetnik brez računalnika. Zdaj govorimo o vizualnih umetnikih, ki so sploh sinonim za umetnika nasploh, ne. Ampak primerjajmo to zdaj z današnjim trenutkom, ko moramo vsi obvladati te davke. Vsi, nekateri še celo hujše obveznosti, recimo če poslujejo s tujino in tako naprej, ne. Skratka, vse to se je nekako v zadnjih 15 letih korenito spremenilo. Potem sem začela z raznimi akcijami zagovorniške narave, bom rekla, kar s pismi bralcev v Delu. Rubrika, ne, ko mi je šlo na živce, recimo kakšni stereotipi, ki so se širili glede samozaposlenih umetnikov, svobodnih umetnikov. In tako nekako se je začelo, malo smo se tudi povezovali, okolje se je malo krepilo. Tudi drugi ljudje so se priključili oziroma so se začeli zanimati za to problematiko in odkrivati, da je pravzaprav globlja, kot zgleda na površini. Ko je Artservice ugasnil oziroma zaprl svoja vrata, sem jaz imela že nekako delovno rutino ukvarjanja s tem poljem in sem, mislim, da 2. ali 3. mesec potem že po listi čist v trenutku navdiha, po listi našega društva Kud Trivia poslala prvi zametek novičnika za samozaposlene v kulturi. Takrat se to ni tako imenovalo, pač neko obvestilo, kaj je bilo novega v tem vmesnem času za samozaposlene v kulturi. In čez, mislim, mesec, 2, ko sem to vsak mesec naredila, tudi obvestilo vsem, da če želijo te novice še naprej prejemati, jih vabim, da se nanje naročijo in tudi plačajo letno naročnino, ki je bila takrat 20 € in je tako ostalo, mislim, da naslednjih 8 ali 9 let. Tukaj se vedno odpre vprašanje, ravno zaradi, zdaj ne vem, zakaj Artservice je končal, ampak ponovadi se zapleta pri financah, ne. Kako je izgledala sploh struktura financiranja tega, preden se je ta zadeva zaprla? Ker recimo to mislim, da je tudi en velikih problemov, zakaj je težko priti danes do kakršnekoli take storitve, zato ker je težko tako storitev pravzaprav financira. Zdaj pričakovati, da bojo samozaposleni plačevali dovolj za to, da si lahko ti dejansko z tega, ne vem, financiraš več kot eno osebo, ne? Ker zdaj, če govorimo, da bi radi imel eno ekipo, ne vem, 3 ljudi, to je že skoraj 100 € na leto, če jim želiš dati plačo, če računaš, da bojo to delali, ne? Artservice je pridobival sredstva na javnih razpisih, tako kot pač vsi drugi projekti in programi. Bil je pa del zavoda SCCA, tako da pač producent Artservicev je bil zavod SCCA, ki je prijavljal pač Artservice na obstoječe možne razpise. In enako je potem čez nekaj časa postalo tudi situacija pri Novičniku, ker naj povem, da Novičnik se je prvih 5 let izključno financiral iz naročnin, zdaj pa to še zdaleč ni bilo dovolj za kakršenkoli razvoj. Bila je pa ta baza nekako trdna osnova za to, da je pokazala, koliko javnost oziroma zainteresirana javnost potrebuje sploh Novičnik. Naročnina je bila neke vrste prelomnica v našem prostoru. Nihče ni imel na sceni naročnine in tudi izgledalo je zelo heretično in je bilo tudi zelo kontroverzno razumljeno, da je pa zdaj naročnina za nekaj, kar je Artservice pravzaprav znal nuditi tudi zastonj. Navidezno zastonj, ne? Ja, zastonj ne obstaja. Ja, se zato. Zastonj je bilo za uporabnike, ne? Za stroški pa seveda so bili. Nisem imela prav natančne vizije glede Novičnika, recimo vnaprejšnje. Kaj šele kalkulacije. Novičnik je
začel delovati popolnoma organsko, tako razvijal se je v skladu s potrebami in z tem, kaj so tudi ljudje zares rabili. In to je recimo v okviru kulturno-umetniškega društva še vedno izhaja v obliki, kot se je že prvo leto vzpostavila, ta baza, se pravi mesečna okrožnica za naročnike, ki jo dobijo enkrat na mesec na svoj mail naslov in ki vsebuje recimo 6 rubrik z različnimi koristnimi vsebinami. Meni se je to vedno zdelo ful dobro, ker če ne drugega, se enkrat na mesec mogoče malo spomniš, da si del nekega statusa, da si del nekega kolesja, tam noter so bila recimo tudi vprašanja bralcev, si kdaj izvedel za kakšen problem, ko se ti sploh ni sanjal, da bi mogoče bil relevanten ali pa da bi ti mogoče kdaj potreboval kaj takega. In hkrati tudi ta seznam razpisov, da dobiš malo občutek, če se ti mogoče najprej zdi, da nič ni, ne? Da v resnici vidiš, da je teh razpisov, pozivov, open callov in tako naprej kar nekaj, pa še to verjetno vam je kdaj kakšen ušel, ne? Ker je pa tega, ne vem, tako če gledamo na občinski ravni, pa tako na periferiji, pa tako tega še več. Tako da iz tega vidika je meni ta novičnik odličen in tudi ta čist basic, osnovna, simple oblika mi je bila funkcionalna, da ti dobiš mail in je samo tako cak, to se dogaja, to so glavne stvari, na to bodite pozorni, please ne pozabiti na to stvar, ki se zgodi v začetku naslednjega leta in vas bomo še spomnili, ker vemo, da boste pozabili. Tako da iz tega vidika se mi to zdi odlično, se mi pa zdi, da še zmeraj obstaja neka skupina samozaposlenih, ki mogoče nekako živi v nekem mehurčku in se s tem sploh še ni srečala, ker po moji logiki, pa glede na to, koliko smo, I'm so sorry, samozaposleni nesposobni glede tega, očitno se mi zdi, da bi na ta novičnik mogel biti naročen praktično vsak. S tem, ko te vpišejo v register, bi mogel zraven še doplačati letno naročnino, pa pol to, da dobivaš, ne, zato, da si lahko tudi nek pravnomočen član statusa, ne, ker ipak se pa potem dogaja to, da si med sabo tudi ful pomagamo in se potem marca urgentno kličemo, kaj je treba tam v e-davkih poklikati ali pa kako je treba račun izdati v tujino, pol ko zamujaš že pol leta, pa take stvari, ne. Mogoče bi dal tle en komentar, glede na to, kaj je treba v e-davkih narediti. Se strinjam, da je ful fajn imeti podporo in tudi stvari, ampak jaz bi mogoče ljudi, ki imajo probleme z davki ali pa ne vejo, kaj narediti, samo spomnil, da najlažje jih je poklicati. Jaz sem že to naredil že večkrat. Se narediš malo... Kdo so jih? Greš, napišeš FURS, poiščeš tvojo pač, kjer je tvoja izpostava, jaz pač imam v Kopru, zato kličem v Koper, pogledaš številko, pokličeš, pol te tam odzivnik pove, kaj te zanima DDV, te zanima jo samozaposleni, zbereš številko, dobiš... Samozaposleni, sem pol te vrže na SP-jevce. Ja, vse smo SP-jevci. Ja, ampak stvari so different za nas. Ne, iz davčnega vidika prav nič. In ti bojo tam vse povedali. Oprosti, gospodična tam v Kopru na Fursu mi ne bo znala povedati, kako jaz izvzamem ven svoje prispevke in pod kero A1 črka, ne vem kjera, to naredim, kaj se štejem, če pridajo moje štipendije noter in nagrade. Meni se je že 100-krat zgodilo, da nimajo pojma in pol zapaničarijo, te prevežajo, pa te pa v izi zgoustajo. Ne klicati potem več v Ljubljano, očitno, ker v Kopru mi vse pomagajo. Samo da ne boste zdaj vsi klicali v Koper, kličite druge iz lokalne izpostave. Jaz mislim, da to je ta primorska samozavest. Jaz mislim, da se ti kar mal zmiseljo, samo zato, da se te losajo. Ne vem, ker sem imel probleme z DDV in so mi vse razložili in sem večkrat klical, zato ker pač preden ugotoviš, kaj moraš in kaj ne in kako upoštevati in kaj komu izdati, kako račun, kaj. Tudi kdaj moraš plačati DDV, recimo, ko dobiš to storitev iz tujine in tako. Ampak ja, ne, mar se kaj znajo pomagati, ampak ja, se strinjam, pol se mogoče kdaj kaj zaletiš, kaj specifično. Zdaj, ministrstvo pa ima tudi probleme, da določene stvari ne razume iz poslovnega vidika in dobiš včasih različne informacije na eni in na drugi strani. No, sej ravno iz tega vidika, ki si zdaj omenil, poslovnega, ne? Zato se mi zdi, da je ta novičnik pa ljudje, ki se ukvarjajo s tem, da pomagajo samozaposlenim v kulturi, da so kot neki unikorni, ne? Zato ker če si ti neka oseba, pa se odločiš, da boš bil podjetnik, pa boš odprl SP, imaš neko do neke mere poslovno vizijo in si tako, ok, zdaj bom podjetnik in pol prebereš stvari o podjetništvu, prebereš si moj podjetnik page in to in se do neke mere s tem seznaniš, preden se dejansko podaš v te vode.
Medtem ko če si ti pač umetnik, a ne, in pač zdaj bom ful banalizirala, ti pač rad slikaš, dobro slikaš, zdaj bi ti slikal in bi imel razstave, to, da si ti kar naenkrat zdaj v resnici podjetnik in da se moraš ukvarjati s podjetniškimi stvarmi, ki so pač uradne in resne in zavezujoče in lahko kakšne stvari tudi narobe narediš, ki niso okej in so kaznive in tako naprej. Ni to primarna misel, ko se ti podaš v neko slikarstvo, ne? In iz tega vidika je pol tudi vprašanja včasih težko postavljati, ker ne veš, kje se stvari sploh lotiti, ne? In da imaš ti neki tako zelo basic informacije, najprej kdo si zdaj ti, kaj pomeni ta status, kaj moraš delati, česa ne smeš pozabiti in tako naprej, se mi zdi pač krvavo potrebno. Ampak zdaj recimo moje vprašanje bi bilo, a je to neka, a smo do te mere posebni, da rabimo tak special treatment, a bi v resnici mogli biti več odgovornosti avtomatske na nas, pa bi se pač za to mogli pobrigati prej, ker če si se znal prijaviti, da boš samo zaposlen v kulturi, bi mogel tudi do te mere se pobrigati, da bi vedel, kaj moraš pol narediti, ko ta status dobiš. Jaz bi sam še nekaj dodal. Po mojem je zelo podobno, če si mizar pa frizer, lahko odpreš SP z namenom, da boš strigel lase ali pa tišljal stvari. Ne razmišljaš o tem podjetni strani, ampak dejansko se pa morajo vsi SP-ovci srečevati z zelo podobnimi stvarmi. Zanimivo, no, da imamo mi pač toliko posebnosti in ne vem, iz kje sploh izhaja to, da pač, ne vem, ljudje, ki delajo v kulturi, smo toliko drugačni, kot praviš ti tudi, Maša. Zakaj ne bi, ne vem, A se sam delamo, da smo drugačni, v bistvu smo pa isti, pa se sam smilimo. Zakaj ne bi šli na mladipodjetnik.si ali karkoli že eno od teh spletnih strani, ki tudi ponuja pomoč? Zakaj ne bi kao to bilo zadostno za nas, ne? In tudi kakšno najdemo tam za svoje potrebe. Je pa res, da velikokrat moraš nekako prevajati, ne, iz enega jezika v drug jezik, ki ni seveda isti kot tisti, ki smo ga navajen govoriti v kulturi. Če si frizer, katerkoli drug SP, je čist logično, da takoj po registraciji poiščeš računovodja. Ne moreš biti SP, če nimaš računovodje. Pravzaprav ne vem, če kakšen obstaja. To je avtomatsko, ti računovodja razloži, kakšne so tvoje obveznosti, sprotne, tekoče in dogovorita se tudi, kakšen servis bo računovodja zate upravljal. Pri samozaposlenih v kulturi pa ni tako, ne? Kot vemo, se največkrat poskušajo znajti sami s pomočjo prijateljev, tako kot si ti opisala, lepo klicanje v kriznih sezonskih trenutkih, a ne, ko je treba nekaj oddati, eno obveznost narediti, samo obveščanje, samo informiranje, potem v naslednjem koraku verjetno pa že pride do tega, da ugotoviš, da je dobro, da imaš nekoga, na katerega se lahko obrneš kadarkoli praktično in se mogoče tudi naročiš na Novičnik ali pa greš kam drugam, postaneš malo bolj reden sledilec obveznosti in pravic. A ne? Ampak, da prideš do tega, ne, moraš pa že kar v bistvu razviti neko zavest o tem, da je tvoja dejavnost ni samo ustvarjanje, ampak tudi dejavnost. Se pravi, ko rečem dejavnost, pomeni registrirana dejavnost in to je cel kompleks, cel sklop enih pravil, ki nam jih nalaga država in enega jezika, ki ga moramo vsi osvojiti. Recimo pri Novičniku je bilo odločilno to, da sem začela sodelovati z računovodjo, ne s pravnico ali pa pravnikom, ampak z računovodjo. In da je naša sodelavka Barbara Čuh-Krevh, računovodja, seznanjena z okoljem samozaposlenih, kar ni samoumevno. So tudi situacije, recimo, ko samozaposleni v kulturi imajo svoje računovodje, ampak tam ne dobijo pojasnil ali pa razumljivih pojasnil ali pa pomoči ravno na probleme, ki so pa, ali pa vprašanja, bom rekla, ki so pa mogoče povezana tudi z statusom. In zdaj, če se obrnejo na Ministrstvo za kulturo, tam tudi v glavnem lahko dobijo samo pojasnila v zvezi z statusom, v zvezi z administrativnimi postopki, ki so pa računovodske ali pa davčne narave, pa ne.
Se pravi, to niti ni njihov resor, niti se v to ne poglabljajo. Ne? Pri Novičniku pa nekako tudi seznanjamo naše uporabnike z tem področjem in jim odgovarjamo na ta vprašanja, zato lahko deloma mogoče pokrijemo to potrebo po računovodju, v celoti pa seveda nikakor ne. Imamo omejitve, ne moremo nuditi računovodskih storitev, tudi ne želimo širiti dejavnosti v to smer, ker tukaj pa pač so tako posebne in ozko specializirane teme, da bi rabili drugačno kadrovsko zasedbo. Jaz se tle v bistvu vprašam še nekaj. Ne? Zdaj rekli smo, da če ti odpreš SP, navaden, ne? Da si pričakuješ, da boš imel neke stroške. Torej, prvo so takoj stroški za prispevke, ker jih pač večina samozaposlenih v kulturi dobi od ministrstva, če zadostujejo pogoje. Potem so pa tako, strošek recimo neke računovodstva, ker ni malo, ne? Na letni ravni, če rabiš več, po možnosti še kakšnega pravnika in tako dalje. Zdaj se sprašujem, če je samo drugačno pričakovanje strani tistih, ki ratamo samozaposleni v kulturi, da teh stroškov ne bo. Ne? Ker po eni strani bi mogli vsi bi bilo lažje vsem, če bi se dejansko tega stroška zavedali in se tudi ta strošek pričakovali. Je pa res, da smo zelo prekarni in je težko potem ta strošek upravičevati. Samo po drugi strani pa tudi naša cena bi mogla te stvari vključevati. Ne? Kot jaz vidim pri nekaterih, ki jih poznam, ki imajo odprte SP-je, preko katerega delajo pri podjetjih skoraj v celoti. In ko so oni odprli SP, jim je računovodja tega podjetja pomagal pač določene stvari rešiti in razložiti. In zdaj pač oni kot SP-jevci imajo tako minimalno praktično nič dela s tem, zato ker pač je skoraj tako, da bi bili zaposleni, ampak pač imajo SP. Ne? Zdaj verjetno, jaz sem pač mogoče o tem rajonu govorila manj o teh tišlarjih, ki si jih ti omenil, ne, ko ipak potem verjetno pride v igro nenormiranost, torej dejanski stroški, kjer je pa pol zadeva itak še malo bolj kompleksna. Frizerka je verjetno normirana. Frizerka, ne vem, če ima toliko stroškov, da se izplača, recimo, ali pa frizerno. Verjamem, da je marsikater drug spet tudi normiran, ne, saj to je dost podobno. Ja, no sej. Ampak, če se vrnem prej, sem hotela dati repliko oziroma povedati svoj spomin. Ne. Jaz sem bila dvakrat že na tej delavnici, ko je bilo treba oddajati pač dohodnino v začetku leta, kjer je z vami potem tam bila tudi ta računovodkinja, ki je pomagala vsem nam in odgovarjala na vsa vprašanja. In je med drugim, se spomnim, rekla, da ona sicer nudi računovodsko storitev, ampak da če se kdo za to želi odločiti, naj se kar v vrsto postavi, ker ima ona na lagerju že ne vem koliko oseb, ki pač čakajo, da pridejo pač noter v njen časovni in kapaciteta okvir, zato ker ima pač ona dejansko toliko dela, ker je toliko malo teh računovodij, ki se s tem ukvarjajo in s tem znajo delati, in je ona pač ena izmed boljših, da pač valjda vsi rinejo k njej in pač ona enostavno ne more vseh pohendlati. Ne? In med drugim se spomnim, takrat na tistih delavnicah so nekatera vprašanja od pač teh udeležencev na delavnici samozaposlenih bila toliko specifična in toliko bizarna, takrat meni, ko sem pač mogla sam običen obračun oddati. Nekateri pa pač, pa sem bila pol leta noseča, pol pa ne, pa sem šla v tujino, pa sem delala v Duotu, pa vmes sem nagrado dobila, ampak pol sem bila bolana, pa sem obup, to je tako res primer do primer je različno, ne? Ker ljudem se različne stvari dogajajo, različni poklici, različna dejavnost, neki stroški, gor, dol, tujina in je stvar v resnici res zelo kompleksna. Ne? Težko zdaj to primerjaš z nekim SP-jem povprečnim ali pač. Ja, jaz lahko samo prikimam na to, da imamo res kompleksne situacije in da se samozaposlenim res lahko dogodijo različne računovodske situacije in zapleti in da je res dobro, da si poiščejo pomoč, preden se jim kakšna stvar zelo zakomplicira. Ampak spet recimo je veliko takih situacij, takih primerov, ko zelo malo poslujejo, izdajo malo računov in so normiranci
in pravzaprav ne rabijo računovodje. In rabijo enkrat na leto tako delavnico, kot je ta, o kateri si zdaj govorila, kjer s pomočjo računovodja lahko pripravijo in tudi dajo letni davčni obračun. Seveda pridejo pa tudi taki s kompleksnimi situacijami in mnoge smo tudi rešili, ne? Je pa za marsikaterega samozaposlenega priporočljivo, da si najame računovodja, če prej ne to zve na naši delavnici. No, kot zanimivost, ne, jaz sem bila prvo leto, ko sem mogla dajati ta obračun na tej delavnici, in naslednje leto, mine 1 leto, vse pozabila, pridem spet na to delavnico in tam polovica istih ljudi sprašujejo ista vprašanja in pač vidve lepo isto potrpežljivo odgovarjata na njih, ne. Tako da to se mi zdi kar tako bizarno, no, kako smo malo ubogi. Ja, seveda, ker ne poveva, da na koncu delavnice vam izbrišemo spomin. Ja, saj to, ja. Ampak ne, kaj se meni zdi najhujše za nekoga, ki vrata samozaposleno v kulturi, in to sem zdaj večkrat opazil, je ta moment tega, ti se prijaviš za status, dobiš status in pol se registriraš in ne veš nič. Ne veš, kaj moraš hraniti, ne veš, kaj moraš, kakšne dokumente moraš, kakšne evidence moraš voditi, kaj moraš vse hraniti, kako poslovati, kaj mora biti na računu. Ti moraš biti v 5 dneh, moraš prijaviti predvideno, koliko boš zaslužil v enem mesecu, ti pa pol ugotoviš, da niti digitalnega potrdila nimaš, pa da je korona, pa da je sobota pa praznik, pa si ga najebu, ko budala pač. Imeti vsaj nek osnoven pamflet, ki bi nekdo ratal samozaposlen v kulturi, da ti vsaj tistih najmanj, kar moraš vedeti, pove, bi bilo fantastično. No, saj to ima asociacija, mislim, da ima to lepo. Ja, pa ne, jaz mislim, da bi to bi ti mogla karirenca poslati na dom zraven, ki ti reče, da si sprejet. Se mi ne, vsaj v digitalni navodila obliki, za da ne bomo uporabo. tiskali. Ja, navodila za uporabo, evo. Ne, je pa res, da to, kar si rekla, izbris spomina, ne. Oprosti, meni je nekdo že tolikrat razložil na e-davkih saldo pa minus plus, kaj pomeni. Jaz vsakič, ko grem pogledat tja, doživim majhno eksistencialno krizo, neizmeren naval sramu, pol jezo in pol zanikanje. Ko pač rečem, če bo full bad, me bo že kdo poklical iz Fursa, ne. Tako katastrofa in verjetno nisem edina, ne. Ti bom zdaj dal to anekdoto. No, tako se je meni zgodilo, grem jaz lepo na e-davke, odprem, grem gledat kartico in vse narobe. In so mi, ne vem, kaj so mi vse obračunali tam na davčni in no, kaj sem naredil, zakaj imam tak minus? Nisi vezanca zamenjal. Ne, sem klical na davčno in smo se pogovorili in so povedali, da je bila neka napaka in da morajo popraviti in so mi za tako več kot pol leta nazaj vse popravljali. Ne bi tega nikoli razrešil sam, če jih ne bi poklical, ker mi ne bi bilo nikoli jasno, kaj so naredili. Zato pravim, da pač včasih je res najlažje poklicati, ker včasih se tudi pri njih zgodijo napake ali pa recimo ministrstvo, ki je narobe obračuna. Tako da, Zdaj, odkar je tudi aplikacija za na telefonu, e-davki, tam je ful poenostavljen. Tam pač pogledaš in ti piše, dolžen si toliko keša. In je ful bolj jasno, kot ta kartica zavezanca, kjer je minus plus saldo neki, pa še rdeče zeleno. In je tako včasih kontra, kot bi tvojemu možganu bilo logično, ker ne veš, iz katerega vidika bereš podatke, ne, iz vidika države ali iz vidika tebe. To je pa zato, ker država dela dvostavčno računovodstvo, ne enostavčno. In pol so vse stvari tako nejasne, če nisi računovodja praktično. Ja, meni se zdi zanimiv ta psihološki moment, ki si ga tako slikovito opisala na primeru svoje reakcije, soočanje z e-kartico zavezanca v e-davkih, ker se mi zdi, da je ena pogosta situacija pri ustvarjalcih. Te stvari nas preprosto nervirajo. Mi smo nekako se ufurali, izobrazili, strenirali v to, da bomo ustvarjali. Ne? In vse okrog je moteče. Zlasti še take motnje, ki so z takimi sistemi povezane, ki so davčne narave, ki se jih itak bojiš. Vsak normalen človek se jih boji. In mi pa še toliko bolj. Ne? In smo zelo preplašeni, ko naletimo na situacijo, ko se nam zdi, da smo neki državi dolžni
Jaz mislim, da samozaposleni so zelo zgledni, bi rekla, uporabniki, zelo zgledni sledilci sistema, kadar vejo, kaj je treba narediti. Smo zadovoljni, da vemo, kaj je treba narediti in to tudi naredimo. Nočemo imeti problemov, zato to naredimo. Ne? Tako je veliko primerov, ki jih jaz poznam. Ne bom zdaj trdila za cel samozaposleni sektor, ampak vendarle govorimo o ustvarjalcih, ki želijo imeti mir, zato da bojo lahko ustvarjali. In zato je zelo smiselno, da se razmišlja o tem, kako samozaposlene razbremeniti teh skrbi. Je pa ta razbremenitev veliko bolj učinkovita, če nekdo ne dela tega namesto njih, ampak delajo sami, ko se naučijo osnovnih opravil in tam, kjer so prekratki, poiščejo strokovno pomoč. Ja, se je to glih, recimo meni kdaj tako reče, ne vem, spoznam neko novo osebo, nekje, ne vem, sestrično od tete ali kakorkoli, pa tako, ti si pa svobodna umetnica, ne, kar je v bistvu bil nekoč izraz, ne, in pol jaz tako, ne, jaz sem samozaposlena v kulturi in itak ne štekajo, kaj to pomeni, ampak me vedno tako prešine, ne, ti si svobodna umetnica, se res sliši, kot da sem jaz kreativna v svoji svobodi in da jaz tako driftam čez life, a v resnici dobim tako flashbacks, te kartice zavezanca, ko mi nekdo to reče, da sem svobodni umetnik, ne, ko v bistvu sam imam v koledarju noter, plačajo kontacijo, izdaj račune, poglej, če je na e-računih, vse ok, une zavrnjene račune, neki, poglej, evidenco, bla, bla. V resnici ful enih stvari, ki ti vseeno vzame čas pa energijo, ne. Ja, meni se zdi, da nam res manjka ta status freelancer, kakor ga kje druge poznajo, ker mislim, da ogromno samozaposlenih v kulturi ali pa ogromno samozaposlenih bi padlo pod to zadevo, ker nekateri imajo naredijo 4 račune na leto. Za 4 račune na leto imeti SP je preveč dela, preveč komplikacij, preveč zakomplicirano tudi. Če bi bilo dosti bolj poenostavljeno, predvsem za tiste, ki imajo neke majhne letne, ko obrne zelo malo na leto, no? Da bi ti lahko navaden človek izdal račun, recimo, pa da gre to potem v neko normalno dohodnino, pa da ni treba tle komplicirati nekimi prispevki ali ne vem kaj. Pustimo stati, kako sploh imamo mi socialno varnost urejeno, ki je vezana na delo namesto, da bi bila avtomatična. To nam definitivno manjka. No, pa tudi stvar je v spremembah, ne? Ko se neke spremembe zgodijo, na kakšen način, kdaj in kako in če sploh smo mi o tem obveščeni, pa tudi če smo obveščeni, a to res pride do nas, ne? Ker zdaj recimo, ko ministrstvo dejansko zdaj maile pošilja, ne? Ko pride kakšna pomembna stvar ali pa kakšne spremembe, ker recimo 2 leti nazaj pa tako tega ni bilo, ne? Si ti mogel nekim novicam slovenskim slediti, da si ugotovil za kakšne spremembe. In recimo jaz sem prepričana, da obstaja nek šopek samozaposlenih, ki, kot imam tudi jaz izkušnje z nekaterimi, enostavno mailov ne berejo in še zdaj ne vejo, da morajo mesečno plačevati dodaten strošek za to. Dolgotrajno oskrbo. Jaz sem prepričana, da je nek šopek ljudi, ki sploh ne ve, da se je to zgodilo, da to obstaja, kje se pogleda, koliko moraš tega plačati in da moraš to mesečno plačevati hkrati svojo akontacijo. Ja, to lahko potrdim, da nekateri še niso osvojili te rutine, ampak slej ko prej, če že niso bili, pa še bodo obveščeni z opominom, ki jih pošilja že FURS in to je opomin pred izterjavo. FURS ali ZZZS? FURS, ok. No, in to se mi zdi, ok, seveda, da pošljajo opomin, ampak veš, koliko mora to biti scary. Ti dobiš opomin pred izterjavo in dogaja se tudi, sicer ne zdaj v tem konkretnem primeru, ampak na nekih drugih področjih, poznam osebe, ki so mi blizu, ki opomin pred izterjavo nekako ni prišel do njih, ker so, ne vem, bili v tujini, ne vem kaj, in se je izterjava zgodila. In te ljudje imajo zdaj 0 na računu in so v nekem sodnem postopku, ker so se pritožili in je čisto sranje. Ampak v bistvu glavni razlog je pa zato, ker ti nisi se informiral pravočasno oziroma nisi maila prebral natančno, ampak si sam bil, to spet neka novica za nek razpis, arhiv, ne. V resnici je šlo pa za zelo pomembno obvestilo o tem, da te čaka nov mesečni strošek, ki je v skladju z nekimi novimi zakoni države.
Vsi, ki boste to slišali in ne veste, o čem govorimo, pejte na Svobodnjak, na Novičnik. Na Svobodnjak, na Novičnik in v koš za smeti na svojem mail predalniku, kjer se to nahaja. Ali pa vse novice, ki so omenjale dolgotrajno oskrbo, to 2% plačamo torej kot zaposlevalec in kot zaposlen, za razliko od zaposlenih, ki plačajo samo 1%. Pustimo sta, da je to prispevek za socialno varnost, ki ga nam ne plačuje ministrstvo, ampak ja. Ne, zdaj, ko si omenila Svobodnjak, da ne bomo zdaj zapadli v dolgotrajno oskrbo in vse druge stvari, ki nas bolijo tako ali drugače. Kaj je zdaj ta Svobodnjak? Kakšna nadgradnja je to pravzaprav? Ker če prav razumem, to je bolj kot neke vrste nadgradnja Novičnika. In kaj bo tukaj fajn in kaj je v bistvu zdaj poslanstvo tega? Ja, svobodnjak.si je spletna stran Novičnika za samozaposlene v kulturi. To je cel naziv, ne? Se pravi, ni to nekaj ločenega od Novičnika, ampak ena nova mladika tega Novičnika. Vse vsebine so nastale v povezavi z Novičnikom in vse vsebine, ki so zdaj objavljene z novembrom, ko smo zaštartali spletno stran, so nastale v obdobju 2 let. V tem obdobju, ko je naše podporno delovanje financiralo Ministrstvo za kulturo. Se pravi, da pojasnim, Novičnik obstaja že 11 let in 11 let že svetuje, servisira, podpira samozaposlene v kulturi. Na Svobodnjaku je pa objavljen del teh 11 let in sicer samo vsebine zadnjega 2-letnega obdobja. Svobodnjak si je pravzaprav pogodbena obveznost v okviru projekta, ki smo ga pridobili na razpisu za podporno okolje in je to zdaj še naša zadnja pogodbena obveznost, ker se to obdobje z decembrom izteče. V tej fazi, ko še ne vemo, ali bomo pridobili novo javno financiranje za podporne dejavnosti, je Svobodnjak spletni arhiv pač našega preteklega delovanja 2-letnega in kot tak lahko tudi ostane v primeru, da ne bo pač nove podpore, novega priliva iz strani javnih sredstev. Že tak, kakršen je pa zdaj, z približno 100 objavljenimi vsebinami, pa predstavlja eno bogatstvo enega znanja, vsebin, enih izkušenj in je lahko koristen samozaposlenim v kulturi. Se pravi, koristen v tem smislu in tudi pomemben v tem smislu, da so vse te informacije, ki so bile do zdaj dostopne naročnikom, javno objavljene, dostopne vsem in tudi zbrane na enem mestu, da jih ni treba iskati po različnih mesečnih okrožnicah. Kako je zdaj v bistvu s to domeno? To sprašujem iz nekega čisto arhivskega vidika. A je to nekaj, kar je Arnes zrihtal, pa je to nekaj, kar vam ne bo treba plačevati, ali je to nekaj, kar morate kriti iz stroškov? Domeno, se pravi ime svobodnjak.si smo mi registrirali že leta 2019, se pravi pred 6 leti, ker je že takrat obstajala želja, da bi se Novičnik malo bolj vidno pojavil tudi v javnosti, da bi bil dostopnejši, ampak ves ta čas ni bilo možnosti finančnih, da bi tudi naredili spletno stran. Tako da je lepo ime čakalo na lagerju, domena je bila zasedena in letos je pač nastopil ta ugodni trenutek, ko se je lahko realizirala. Spletno stran smo postavili na Arnes spletu, se pravi na tem gostovanju, ki ga omogoča Arnes, tako da lahko tam tudi ostane. Seveda, stroški so, dokler vodiš neko spletno stran, ki je javna, vedno nekakšni, ne? Ampak je bila zamišljena na ta način, da lahko ostane nekaj časa taka, kot je. Se pravi, v tej obliki, ko ima rubrike zasnovane tako, da omogočajo pregledno brskanje po vsebinah, ki so zdaj. Nadgradnja v bodoče je odprta, nimamo še plana natančnega, v katero smer bi lahko Svobodnjak se razvijal ali pa nadaljeval svoje poslanstvo. To je zdaj odvisno od načrtov, ki jih bomo delali za naslednje, recimo, nekajletno obdobje servisiranja samozaposlenih v kulturi. A kakšne želje so že?
se že kaj oblikujejo ali smo v bistvu zdaj šele pred to fazo razmišljanja? Na Ministrstvu za kulturo je bil ravno včeraj objavljen razpis za naslednje 4-letno obdobje, tako da bomo videli, na kakšen način se lahko vključimo, prijavimo, kaj lahko ponudimo, kakšne so realne možnosti, a ne. Zaenkrat novičnik za samozaposlene v kulturi oziroma zdaj novičnik za samostojne delavce v kulturi ostaja v tej obliki, kot obstaja že 11 let. Koliko časa misliš, da bomo uporabljali besedo samozaposlen v kulturi namesto nove besede? Jaz zdaj uporabljam obe naenkrat, tako da je še slabše. Ne vem, po mojem bo kar trajalo. Ne, dokler ne bojo rekli na ministrstvu, da moramo vse dokumentacijo zamenjati. To, kar čakam odgovor. Ja, verjetno bo treba račune spremeniti, verjetno bo treba na iPasu spremeniti in tako dalje. Z spremembo nomenklature pride tudi nekaj zraven. Samo za zdaj noben še ne ve, kaj je treba narediti. Ne iPas, ne MK. No, na računih smo itak navedeni z dejavnostmi, z poklici, a ne? Tako da poklici ostajajo enaki, razen če jih imaš več kot 5, ne? Potem se boš moral odreči kakšnemu od njih. Ja, Jernej. Zdaj smo pa pri meni eni bolečih tem. Jerneja najbolj na svetu moti to, da ne more imeti več kot 5 poklicov, ker Jernej je izjemen v več kot 5 poklicih. Špelca. Ja, ne to, ampak mene bolj boli to, da pred uvedbo nove uredbe smo lahko imeli neskončno poklicov teoretično. Ni bilo omejitve. Teoretično, ko sem se jaz upisovala v razvid, sem klicala Špelco in sem rekla, a so te 3 črtice zato, ker morajo biti 3 poklici maksimalno, ali jaz lahko te črtice dodajam. In ona je meni rekla, ne, kar sam 3 napište, ker itak ne moreš biti izjemen v več kot 3 poklicih, tako da jaz ne vem, odkje tebi ta neskončno. Tako, jaz sem si prebral uredbo. Jaz sem staro ali novo? Prejšnjo. Ja. Takrat, ko sem se jaz upisal, sem si prebral uredbo. Noter piše, da si lahko upisan s kakorkolimi poklici, prav verbatim, potem pa pišem Špelci in pošljem Špelci oziroma pošljem na MK, da se bom prijavil s temi poklici in mi reče Špelca nazaj, ne, lahko se prijaviš samo s 3. In potem jaz to odgovorim na mail z citiranim členom iz uredbe in rečem, ne, ni res. In potem mi Špelca reče, ja, res, ni res. Tako da tudi iz MK lahko dobiš napačne informacije. Tako da včasih je dobro biti samo informiran in vedeti, kaj piše v zakonu oziroma uredbi, ker eno je, kaj je v zakonu, eno je pa, kako se ljudje interpretirajo. Zdaj, ene stvari se da interpretirati drugače, ene stvari, kot recimo to, da če piše v zakonu, da jih imaš lahko, kakor hočeš, ti ne morajo reči, da ne. No, ampak boli me zato, ker so za kampanjo, ko so spreminjali uredbo in vse to, je bila ena od stvari, ki so rekli, vsako delo šteje. In potem ti zmanjšajo poklice na 5. In poznam ljudi, ki opravljajo več poklicov, zato ker so določeni poklici, ki so zelo sorodni in jih opravljaš sočasno in potem ti jih zmanjka. No, zdaj si poslušal enega od 4 podcastov, ki so na Svobodnjaku že objavljeni, kjer ti povejo, da v tem kriznem primeru odpreš popoldanski SP, kjer noter namečeš še vse ostale poklice, ki jih želiš opravljati brez dodatnih obveznosti, razen to, da moraš na e-računih narediti 2 predlogi, hopefully uspešno shraniti, da ne rabiš vsakič ročno popravljati. Ja, prvo sem zelo zgledno poslušal vse 4 od začetka do konca, tako da sem se pripravil. Ne, drugo pa je, problem je, da se poklici in SDK ne skladajo. Recimo, ti si lahko kipar pa slikar in to je isti poklic na SDK-ju. To spada pod isto dejavnost. Problem ni v tem, kaj ti lahko prijaviš na SP. Jaz lahko odprem popoldanski SP in si dam vse poklice, ki so pod samozaposlenimi v kulturi in noben mi ne more nič. Zato, ker ni pogoja za to, da ti opravljaš te poklice. Problem je, ko ti obnavljaš ali prijavljaš za samozaposlenega v kulturi, kaj ti šteje tam noter. Ker če ti lahko samo 5 poklicev daš, mogoče ti zmanjka na širini dela, če opravljaš več poklicev, ne? To je problem. Mogoče bi morali poslušalcem razložiti, zakaj bi človek sploh imel toliko poklicev, a ne?
ker je dejstvo, da smo začeli registrirati več kot en svoj poglavitni poklic, leži prav v tem, da mi moramo izdajati račune samo za registrirane dejavnosti. Za dejavnost, ki jo opraviš, pa ni registrirana, praktično računa ne smeš izdati, ampak moraš zaslužek sprejeti kot prihodek izven dejavnosti, kar pa je spet drugače obdavčeno in mnogim pač ni to v interesu. Zato, da izdajanje računov je ena stvar, ki je zaželjena pri samozaposlenih, se pravi, da se popravim, samostojnih delavcih v kulturi. Zato smo začeli dodajati dejavnosti, primer slikar, pedagog. Gre za dve različne stvari, čeprav ti učiš dejansko lahko likovno pedagogiko. Pa to so dejansko tudi dve različne dejavnosti, po SDK-ju. Ene stvari se razlikujejo, prej, ko smo imeli prej so bili 90-030, 90-010, 90-020 poglavitno, potem je bila še arhitektura, mislim, da dejavnost, ki si jo lahko imel, pa bila je še, mislim, da fotografija, čeprav to tudi enkrat ti reče, da lahko, enkrat da ne. Mislim, da je bilo še par malenkosti, zdaj, ko se je spremenila pa klasifikacija, so se pa stvari še dodatno spremenile. In zdaj ne vem, nekaj od nas smo kar naenkrat konzervatorji po nekem naključno, ne vem zakaj. Eno je problem tega, ko se ti prijavljaš in podaljšuješ, kaj ti šteje, drugi je pa ta problem, kaj ti lahko sploh izdaš račun. Ampak a ni, ko se ti prijavljaš, ti oni dajo, govoriš o plačanih prispevkih, ti dajo to na podlagi doseženih kriterijev znotraj enega poklica? Ne, da se sešteva. Tebi, ko se ti prijavljaš za to, ti gledajo vse poklice, ker recimo za... ko se reče, ne za izjemnost, ampak za... Kaj je deficitaren? Ne, to, da si naredil dovolj stvari v enem letu. Ne moram najti kvantitativno, da si pofočkal. Ja, kvantitativno se lahko pofočkaš iz več poklicov. Ti se lahko tudi delaš, 10 poklicov teoretično, delaš ogromno čez leto, si pa v enem poklicu izjemen in si naredil, recimo fantastičen film, ki je požel, Zlatega leva, pa si naredil en film v 5 letih, pa je mogoče dovolj. Mislim, verjetno ne, ampak... Ok, ampak zdaj ne vem, kaj mi razlagaš, če ti prijavljaš sebe za kritika, producenta in slikarja in dosegaš kriterije samo pri kritiku, boš dobil za kritika, ti bodo pa zraven napisali. Če imaš ti tretjino pri kritiku, tretjino pri slikarstvu, pa tretjino pri tretjemu, se to ne sešteva. Se še števa, za kvantiteto se še števa, piše prav, ko se prijavljaš. Ker sem gledal, ko sem se prijavljal, da vidim, če bom ustrezal pogojem. Ja, to je res. Sej to je bil kar hud boj, da smo izbojevali, da se poklici na nek način seštevajo, čeprav še vedno ne mogoče čist na enostaven način 1+1+1, ampak obstajajo ti razdelani in do neke mere zelo komplicirani kriteriji, kako komisija sme upoštevati točke pri kvantiteti, delež pri kvaliteti in tako naprej. Včasih tega ni bilo niti uzakonjenega, tako da uzakonjen je bil način, da se primarni poklic oziroma tam, kjer dosegaš izjemnost, upošteva samo pri enem poklicu. In bom rekla, da seveda je gotovo naredilo vtis na komisijo, če si naštel še reference in mogoče celo odličnost, izjemnost pri drugem poklicu, samo po pravilu se to ne bi smelo upoštevati. Tako da to je zdaj urejeno na nek način. Zdaj ni samo več kvantiteta, ker se šteje zdaj tudi kvaliteto gledajo čez poklice. Zdaj se vse skupaj sešteva. Tako da recimo, če ti upravljaš več poklicov, ti to kar pomeni, če si res v vseh dejaven. To je pa spet seveda odraz časa, ker težko je preživeti samo v enem poklicu. Enostavno naša stvarnost je taka, da delamo veliko stvari, ki jih lahko dobimo za delati in za zaslužek. Vključno z stvarmi izven dejavnosti, za katero marsikdo odpre še ta dopolnilni SP na iPasu oziroma dodatni SP. Pa eni poklici se res pašejo skupaj. Včasih se ti zgodi, da upravljaš več poklicov zato, ker se ti nekako pokrivajo, ker je pač narava dela danes taka, da si mogoče prisoten na več področjih znotraj nekega bolj ozkega aspekta. Ne vem, recimo zame, uredništvo in kritika gresta z roko v roki, kljub temu, da urednikujem tudi pišem. In to sta recimo že 2 poklica. Ja.
Imamo kakšen problem s tem? Razen te bo treba skrčati na 5 poklicov. Ne, enega bom mogel ven vrš pa zamenjati za kuratorstvo, to je edino, kar vem, da bom mogel naslednjič narediti. Če se zdaj vrnemo mogoče na tiste podcaste, ki sem jih prej omenila, ki se jih lahko posluša, torej zdaj na spletni strani Svobodnjak, so 4 objavljenih, v bistvu se obravnava 4 teme, eno je izdajanje računov, eno so avtorske pravice, potem so pravni zapleti in pa potem še, pa kaj še? Izdajanje računov, avtorske pravice, pravni zapleti. En je pa ene vrste priročnik za mlade, ki se Za mlade, ki vstopajo v status. Tisti priročnik, ki smo rekli, da bi ga mogli dobiti ob. Moje zdaj vejo, kje ga najdem. Moje vprašanje bi bilo, a se planira še kakšen nov podcast? Kire teme še pridejo? Jaz mislim, da smo jih že danes na temle pogovoru kar veliko evidentirali, enih možnih tem, ampak bom rekla tako, tile 4 podcasti, to so v bistvu zelo izčrpni in informativni podcasti, take kalorične bombe, recimo kot ena take čokoladne bombete, polne enih informacij in navodil in razlag in zakonodaje in tako naprej. Mogoče bo zdaj sledilo kaj sadnega, recimo, ampak spet to je stvar tega, v katero smer bo šel Novičnik v naslednjih letih, ker v tistem osnovnem modusu, ki smo ga izvajali prvih 9 let, je bilo prostora dejansko samo za osnovno servisiranje naših naročnikov. In ti podcasti so v bistvu nadgradnja zadnjih 2 let, ki so bili možni samo zaradi tega sofinanciranja Ministrstva za kulturo. Meni se zdi tudi dobro, ker so pač podcasti narejeni na način, da vsakič je nek gost, strokovnjak na svojem področju, kar se mi zdi super, da ni zdaj v bistvu samo mogoče 2 človeka, ki malo klepetata, pa se malo pritožujeta, pa govorita, kaj vse bi bilo treba rešiti, ampak je tam dejansko nekdo, ki se s temi stvarmi profesionalno ukvarja in dejansko ve, kako se jih rešiti oziroma kako pristopati k njim in imajo s tem tudi izkušnje. Meni se zdi tudi zelo indikativno, ker smo omenjali, kaj moraš vse vedeti kot samozaposlen v kulturi oziroma samostojni kulturni delavec. Koliko je te vsebine za prežvečiti, preden osvojiš niti ne vse. Koliko stvari se moraš naučiti, zato da lahko opravljaš svojo dejavnost. Pa tudi če je samo ena, mislim, da popolnoma identično. Samo upam, da nismo koga s tem zastrašili, ker v resnici vsega tega se nauči človek z malimi koraki po kapljicah in to je tudi edini način, da osvojiš zadeve, da ne klecneš pod težo tega, kaj ti kar naenkrat sistem naloži na pleča. Vse to se da počasi, ampak seveda s pripravljenostjo, da se teh stvari lotiš, ne da potisneš glavo v pesek kot noj, češ da se te to ne tiče. Je pa tukaj res ena dobra stvar, če si samozaposlen v kulturi z plačanimi prispevki, je to, da lahko, sploh če si mlajši, postopno gradiš svojo dejavnost in postopno gradiš svojo poslovno prihodnost, če se tako izrazim, kar je mogoče dosti teže, če si ti navadni SP-ovc, ker te takoj v prvi mesec čaka 700 evrov zalogaja in potem vsak naslednji mesec, ker moraš pač to pokriti. Je dosti lažje se tudi naučiti vse te stvari in vse te, če ti izdaš najprej, par računov na leto, potem drugo leto jih je že, enkrat na mesec, ali kakorkoli, odvisno tudi od tipa dela, ampak ja, mislim, da tle imamo pa res neko posebno prednost, da se lažje preučiš tega dela. No sam, a veš, sej tudi to se meni po eni strani zdi logično. Si ti predstavljaš, da si ti, si študent na ALUO-ju, pač planiraš biti umetnik, slikar, sej tebe noben ne bo zaposlil kot slikarja, sej ti boš mogel na neki točki biti samo zaposlen v kulturi, Pač, ker, zdaj, bom tako rekla, ampak recimo normalni ljudje, imajo opcijo, da grejo delati v neko firmo, v neko podjetje, da ustanovijo, če imajo nek cash na zalogi, ustanovijo podjetje DOO, kakorkoli, v glavnem jim ni edina opcija biti SP-ovc, Pa se pridružiti drugemu, ki ima podobno dejavnost, Naprimer, ker pri nas se mi pa zdi, da tudi že študentje recimo na ALUO-ju, ali pa zdaj pač primer ALUO, vsi ostali, jaz pač delam z vizualci, da imajo že v glavi, zdaj sem študent, pol ko ne bom več študent, bom pač zaprosil za status in pol bom samo zaposlen v kulturi. Je to že nek
plan, ki je sicer do neke mere oddaljen, ampak je v glavi, ne? In se pol zgubi to prehodno obdobje razmisleka o tem, da bom pa jaz podjetnik ali pa da bom se z vsem tem sranjem, ki smo ga zdaj omenjali, ukvarjal, ne? V bistvu je tako, to je pač moja edina pot, ne? Ker kako pa bom jaz drugače prejemal mizerne razstavnine, če ne bom samo zaposlen v kulturi ali pa se bom kamparjaval ali pa tako. Saj to je edina opcija, si ti zgolj kot fizična oseba ne obstajaš, razen če greš pač na zavod, pa si pač brezposeln. Maša, nič te ne zadržuje, da odpreš DO slikarski atelje in zaposliš 5 slikarjev. Legalno lahko to narediš. Ti rabiš investment money. To rabimo, evo. To bomo po naslednjem podcastu, pa dobimo enega investorja, da nam pove, kako dobiti investorja v kulturi. Prej smo govorili, da je 4. podcast bil o tem, da je naslavljal mlade. Kakšno je čisto mogoče naše osebno mnenje, to zdaj sam tako vprašam, a je teh samozaposlenih, a nas je enostavno sam ful preveč, da zdaj vsi mladi, ki se izobražujejo na področjih kreative in širše, torej govorimo še o piscih, lektorjih, vse to, plujajo proti statusu samozaposlenega. Teh ljudi je ogromno in vedno več, koliko je vseh samozaposlenih trenutno. 3000 plus. Pa spet ni tak grozen prirastek. No? Ker vedno se je nekako gibalo tam, no, bom rekla, 1900, 2500 in tako naprej. Če zdaj 3000 plus, recimo spet ni tako alarmantno število samozaposlenih v kulturi. To je v bistvu ena dobro stoječa firma, recimo, ne, ki bi bila tudi z dobrim menedžmentom zelo obvladljiva in zelo dobro vodena. Ne. Je pa res, da se je to področje dosti zanemarjalo. Recimo poklic slikarja, ki se ga ti izpostavljala. Prav za take eksistence je bil prvotno ta svobodnjaški status ustanovljen, ne, še v socializmu, ker za ta poklic ni bilo delovnih mest in jih še danes ni. In tudi nekaj časa so se status lahko pridobivali samo umetniki. Kasneje se je polje kulture tako razširilo, da je bilo čedalje več drugih poklicev, tudi podpornih poklicev. Danes imamo noter producente, kritike, ne vem, snemalce, vse, kar pač tvori, no, to živo tkivo kulture, ne, kulturnih poklicev, in je ta status raznolik in od te raznolikosti tudi poka po šivih, ker je zelo težko narediti taka pravila, tak sistem, da bo vsem enakovredno ugajal ali pa ustrezal ali pa odgovarjal ali pa zadovoljil njihove potrebe. A ne? Mogoče samo še opomnim, da velika večina, da je kar velik delež samozaposlenih kulturi v resnici arhitektov, tako da je tistih netržnih kulturnikov znotraj te številke 3000 drastično manj. To je tudi mogoče nekaj, kar je dobro vedeti. Obstajajo različni usmeritve znotraj samozaposlenih kulturi, eni so mogoče malo bolj tržno naravnani, drugi so mogoče res dosti bolj usmerjeni v umetniški svet. Ne? Ja, mislim, da je vizualnih umetnikov še zmeraj največ, arhitekti so pa mogoče ta druga številčna Mislim, da sem zadnjič gledal, da je, ne vem, arhitektov, ne vem, okoli 1000 in potem pridemo po šele so ostali, da sem zadnjič gledal statistiko in sem bil prav malo šokiran, koliko arhitektov je v bistvu, kar je ratal način, kako pravzaprav arhitekti se danes zaposlujejo, se namesto, da se zaposli v firmi, si odpre samozaposlenega v kulturi. V zagovor arhitektov naj povem, da, kakor sem seznanjena, je arhitekturna zbornica nekaj let nazaj sem zasledila že pozive temu, da bi arhitekte redno zaposlovali v birojih in da bi jih iz sistema subvencioniranih prispevkov pravzaprav preselili na redno delovno razmerje. Zdaj ne vem, koliko se je to v praksi prijelo, če se sploh kaj prijemo, je druga pesem, ne? Ampak se pravi, da so bili že neki razmisleki v tej smeri. Definitivno mislim, da tisti ljudje, ki delajo, ki so v bistvu nekem razmerju, ki je podobno v bistvu delovnem razmerju, bi bilo boljše, da so zaposleni, a to v katerikoli panogi, se mi pa zdi dobro in to je mogoče tudi stvar nove uredbe in novih poklicev, da se te stvari mogoče malo odpirajo. Mislim, da je bil ko je bila narejena ta študija od kulturnega sektorja strani, a je bilo strani Malta to takrat, ali kdo je že delal. Bomo poiskali in dalje od spodnje. No, ta ogromna študija, ki je bila zdaj za časa v bistvu korone in pred korono so začeli, ne vem, 3, 4 ali 5 let so zbirali podatke, vsako leto so izdali, se spomniš tiste brošure tudi,
ki je bila ful lepo oblikovana. V glavnem kreativno-kulturni sektor so mapirali in ugotavljali, kaj in kako ljudje delajo, kaj delajo. In to so bile one ankete? Da, to. Tam noter je bil v bistvu ta pogled na kulturno industrijo bliže temu, kar so evropske smernice, torej v bistvu širše. Recimo nekaj, kar po mojem ti sploh ne moreš biti kot samozaposlen v kulturi, ne moreš biti recimo oblikovalec ali pa programer znotraj neke firme, ki dela računalniške igre, čeprav to spada pač pod kreativno industrijo, recimo v Evropi. In se mi zdi, da to, da širimo polje, v resnici dobro. Kdo je tisti, ki bi pa mogel imeti plačane prispevke, pa ne vem. To, jaz sem itak mnenja, da bi mogli narediti davčno reformo, ampak to je drugo. Ja, sistem podeljevanja subvencioniranih prispevkov je vezan na izjemnost, na kriterije izjemnosti. Ni vezan na obliko sodelovanja z naročnikom. Recimo te postavke sploh ni. Recimo, da bi imel nekdo prednost, ki ima številne naročnike, ne samo enega, ne, ali pa celo, ki ne dela z naročnikom v navidezni samozaposlitvi, v resnici bi pa to lahko bilo tudi prikrito delovno razmerje. Ne. Pač tega ni in nagrade so, ali pa niso, ampak če so, ti prinesejo subvencionirane prispevke. Že, ko govorimo o prispevkih, ne, zdaj, s tem se jaz najtežje soočam, ker še zdaj mi ni jasno, čemu so točno namenjeni to plačilo prispevkov, ker po eni strani govorimo o izjemnosti in o neki vrste nagradi za to izjemnost, po drugi strani pa je to plačilo prispevkov, vsaj zdaj se je malo izboljšalo, no, za spremembo ZUJIK-a, ampak je bilo pa tudi blokirano na nekih 20,000 evrih na leto, ki, če imaš tudi stroške za svojim delom, je zelo malo, ker ne gledamo na zaslužek, ampak na prihodke. Kako sploh gledati na to? Zakaj omejujemo izjemnost? A ne bi nekdo, ki je bil izjemen, mogel v bistvu, a ne bi bilo prav, da bi tak človek tudi dobro služil? Zdaj govorimo, da so to res ljudje, ki so blazno izjemni. Vsaj tako nekako zapisano. Ne? Če si ti toliko blazno izjemen, imaš dovolj keša, da si lahko kot navaden SP in si sam plačaš prispevke. Ampak potem pa zakaj imamo to samo za izjemne? Koga zdaj spodbujamo? A hočemo Jaz tukaj... mislim, ok, ampak sej vidiš, kdo vse in koliko nas je dobilo plačane prispevke. Ma ni šans, da smo vsi toliko izjemni. Vidiš, da je to samo v resnici ne mi vzeti prispevkov. Basically krinka za to, da pač smo fucking poor in da pač, če bi mogli še vsi mi, ki nismo dovolj izjemni, še plačati prispevke, bi pač sam pocrkali vsi. A ne bi bilo boljše, da imamo potem nek progresiven način prispevkov, ker recimo v prvih letih ne plačuješ nič, potem mogoče začneš doplačevati, ali pa recimo, da je tudi odvisno malo od tvoje socialne kariere. Zdaj, če želimo spodbujati kulturo, ne vem, zakaj ne bi vsem, ki delajo zares v kulturi, nekako prispevali. Mislim, ne vem, Mojca. Kar se mojega stališča do prispevkov tiče, je zelo enostavno in tudi že večkrat sem ga izrazila, da se v to, ali je treba cenzus ukiniti ali ne, nisem nikoli spuščala, angažirala in svoje energije tratila v podporo tistim, ki so hoteli ukiniti cenzus, zaradi tega, ker so imeli prevelike prihodke, ker se mi je zdelo, da je moja podpora bolj nujna za situacije, ki so veliko bolj spregledane in veliko bolj ogrožajo eksistence samozaposlenih v kulturi, tiste z najnižjimi prihodki, ki nimajo nikoli problemov z prekoračitvijo cenzusov in sem rajši pač se ukvarjala z temi temami. Ta drsni cenzus, ki ga zdaj ZUJIK je uveljavil, pa je po moje zelo dobra rešitev, ker ni recimo ukinil cenzusa, kar bi po moje prineslo nove zaplete, ki jih sploh nismo pravzaprav nikoli naštevali, niso bili nikoli na tapeti, ampak nedvomno bi do njih prišlo. Ampak je omogočil, da bojo zdaj ljudje, ki bojo v nekem obdobju zaslužili več kot toliko, kot predvideva cenzus, še vedno dobili en del prispevkov iz proračuna, en del si bojo pa sami doplačali. Seveda so bile pa tudi predlogi in želje, da se v celoti prispevki plačujejo vsem izjemnim
ljudem in da naj si mogoče tisti, ki hočejo imeti višje prispevke, sami doplačujejo. Vprašanje pa, če bi do tega prišlo, ker recimo iz okolja SP-jev vemo, da odkar so normirani stroški 80%, je večina ali pa velik del SP-jev tudi normirancev, kar je razlika od prej, ko so bili skoraj vsi po dejanskih stroških. Ja, mislim, sej, ta uvedba, ta drsnega cenzusa, to mislim, da nas je dosti kričalo v eter, še prej, preden se je uvedlo in da se je to zgodilo, je fantastično, ker problem prej je bil res to, da če si zaslužil preveč v enem letu, si mogel zaslužiti, mislim, da sem računal nekaj okoli 5 ur več, zato da si prišel na pozitivno nolo, ker si mogel plačevati za nazaj prispevke. Kar je neverjetno in potem so ljudje enostavno preprosto ali odlagali račune na drugo koledarsko leto ali se pač šli sivo ekonomijo ali odpirali nove zavode in podobno, zato da so pač v bistvu ta sredstva sicer dobili za svoje delo, ampak jih pač ne prikazali kot svoj lasten dobiček. Kar se mi zdi, da je dosti bolj iskreno tudi do države, da zdaj pač lahko res vse uveljaviš in se pač ne sekiraš, če greš malo čez. Kar je v bistvu v končni fazi si želimo vsi, vsaj jaz si želim, da imaš lahko neko v navednicah iskreno razmerje z državo, ker pač delaš in za svoje delo pač odvajaš davke, ker upaš, da bo za te davke tudi nekaj dobil nazaj. Mislim, meni osebno ni problem plačati davke, ker vem, da od tega ne vem. Grem lahko zdravniku, ko padem po stopnicah ali nekaj. Torej, trenutni cenzus je postavljen kje? Zdaj smo nekaj čez 20, ne? Ja, tam okrog 2021, ampak drugo leto bo pa cenzus nekaj tisoč višji, bo okrog 25,000, preračunaval se bo še pa vedno na 3 leta, tako da 3-letno povprečje ostaja. Edino pri določanju cenzusa je bo ena razlika z drugim letom, ampak ne bom je niti razlagala, ker na nas to ne bo nič vplivalo. Ampak torej, v bistvu gleda se povprečje 3 let in če v povprečju 3 let ti prekoračiš, pol se ti izračuna to, da delček plačuješ, delček pa ne. Tako, Ministrstvo za kulturo ugotavlja naše cenzuse vsako leto, po tem, ko so naši letni davčni obračuni na FURS-u zaključeni in od tam dobijo podatke o tem, koliko smo zaslužili, pogledajo, če smo nad cenzusom. Še neka fleksibilnost je z nekim procentom, tam, da ni prav točno preskok, se mi zdi, ne vem, kako je zdaj na let, mogoče da na letni ravni imaš mogoče malo več. Če prekoračiš za 10%, 20% ali pa največ 30%. A pol so oni tako, te pokličajo, pa so tako, to bomo zdaj drugače zrihtali, ker to, če si predstavljam, če je po obračunu, to se nekje maja dogaja verjetno. Tako, maja, junija nekje, in če ugotovijo, da so ti bile akontacije prispevkov v tistem letu preplačane, ker si ti prekoračil cenzus, jih moraš vrniti od januarja tekočega leta, kakor jih je bilo preveč plačanih. Bo pa to stvar... To še zmeraj ostane isti sistem. Ampak te ministrstvo kontaktira v primeru, da ti ne znaš računati. Ministrstvo te pač kontaktira v primeru, da sami najdejo napako, prekoračitev, bom rekla. Okay. Ampak vemo, da lahko sam že vnaprej, če že veš, da si prekoračil, lahko že vnaprej sam sporočiš na ministrstvu, zato da ti akontacijo ustavi. Da ti izračunajo tudi oni, ne? Ali moraš si tudi sam zračunati, koliko je zdaj teh olajšav pa to. Se nimaš olajšav. Mislim, to teh procente. Svoje prihodke mora vsak voditi evidenco o tem, še posebej, če si na meji, je v tvojem interesu, da vodiš evidenco o prihodkih. Dolžan si voditi tako imenovano vezano knjigo računov, zato da veš točno, kaj je. In glede na to, da se gleda samo na prihodke in ne na dobiček, je to zelo enostavno, ker ti ni treba nič odvajati stroškov. Ja, razumem, ampak recimo, da ti prekoračaš v 3 letih, prekoračaš cenzus za 230 €. Okay? In zdaj si moraš ti zračunati, ker si presegel cenzus, ne boš prešel na dejanske stroške, ampak boš, tako kot smo prej govorili, plačal en del prispevkov pa ne, ampak ta del ni šans, da si sposoben sam zračunati koliko. To ti javiš ministrstvu, januarja jih kličeš in si tako please help in potem ti oni rečejo, kulje,
sam 300 na mesec več moš plačati. Ali? Verjetno se boš to videla ob letnem obračunu, če si čez in koliko si čez in kaj si dolžna, jaz sklepam. Tukaj še nismo prišli, januar še ni nastopil, tako da zaenkrat smo v tem obdobju, ko je najbolj aktualna karierna dinamika, ker Ministrstvo za kulturo že sprejema naše vloge in a ste jih že oddala? Ne še. Ne, jaz se tudi ne sekiram, ker sem prepozno ratal samo zaposlen v kulturi in to ni šans, da bom prišel kdaj do zadnje stopnje, kar je preveč let. Jaz bom v penziji, upam, prej, kako pridem do tega. A vidiš, jaz bom pa z naslednjim letom decembra že v 2. razredu. Random fact. Ne vem, sploh si nisem še preračunal, ampak sem samo gledal, če bom kadarkoli lahko v zadnjim. Osebno se mi zdi ta karierna dinamika malo napačno razmišljena, zato ker v kulturi načeloma tvoja kariera ne gre vedno navzgor, ampak je prej, bi rekel, da nekdo ima mogoče vrhunske kariere prej, ali pa nekje, pa pade nazaj dol. Zato, ker mogoče, da različni ljudje so na vrhuncu kariere v različnih letih, ampak dvomim, da so vsi najbolj na vrhuncu kariere v svojih zadnjih letih, kar se mi zdi popolnoma nerealistično. Veliko ljudi v bistvu, sploh v vizualni umetnosti, ima nek pik, ki naredi nekaj ful dobrega, a je to zgodnjih 20, mislim, je to v 20-ih, a mogoče v 30-ih, kakšnih v 40-ih, zelo malo pa dvomim, da jih rata ful, ne vem, kakšnih na vrhuncu kariere, ne vem, 60-ih, 70-ih. Takrat imajo že retrospektivo. Ja, ampak ni več ta vrhunc, takrat nisi več the shit, takrat ti si bil the shit takrat. Ja. Mislim, čisto realno, ampak se ni nič narobe s tem. Zato se mi zdi, da bi bilo mogoče boljše, če bi ta karierna dinamika odsevala mogoče bolj glede na tvoje prihodke. Ampak zakaj bi rabo to? A ni fora te karierne dinamike to, da dlje ko delaš, več prispevkov ti gre bolj ko delaš, bolj si kao priden, več boš imel pokojnine. Tako bom rekel, če si zaposlen nekje v firmi, se bo tvoja pokojnina plačevala glede na tvojo plačo. Če si ti recimo na vrhuncu tvoje kariere pri 30 ali 40 v neki firmi in takrat prejemaš, ne vem, 200 evrov na leto, ker si nek direktor neke ful zajebane firme, boš takrat tudi največ prispeval v davčno blagajno in boš takrat kao si višal svojo penzijo. Ker se gleda kos 5 let ali koliko. Kos ne vem koliko let skupaj, takrat, ko si imel najvišjo plačo, na podlagi tistega se pol... Ne, pač vsako leto se gleda, pač koliko prodajaš ti, koliko gre tvojih prispevkov za pokojnino in tako dalje. Ja, veš, ko je bila neka fora, ko je bila kriza in je ful ljudi bilo odpuščenih proti penziji ali pa so v zadnjih letih se je njihova plača drastično znižala in so bili tako, don't worry, ker itak gledamo kos tvoje delovne dobe, ko si dobival največ denarja. Predaleč sem pokojnine, da bi vse to vedel, prosti. Ja, to pa pokojninski sistem uravnava, ki se bo tudi spremenil, ne zdaj. Ampak karierna dinamika, kot izhaja iz tega zujka zadnjega, je pač neka oblika napredovanja, ki ga pozna pač javni sektor ali pa recimo tudi privatni sektor, se pravi za leti delovne dobe, z boljšo uveljavljenostjo in tako naprej, napreduješ v višji plačni razred. Tega do zdaj v našem sistemu samozaposlenih oziroma samostojnih delavcev v kulturi nismo poznali. Ne. Prej smo bili skozi isto flat. Na minimalnih prispevkih od začetka do konca. Je pa res, da v socializmu še mogoče, zdaj ne vem točno do katerega leta, je na Ministrstvu za kulturo že obstajala ta oblika podpore, da so samozaposlenim ustvarjalcem v zadnjih letih pred upokojitvijo zvišali prispevke in jim plačevali od višje osnove, zato da so jim izboljšali pokojnino. In to se je enkrat razgubilo, ne vem točno kdaj, čisto potiho je odšlo v zgodovino. Zdaj ta oblika, prvi razred, ki ima po 25 letih, se pravi najvišje prispevke, se nekako približuje temu. Ja, sej mogoče dve stvari omenim malo, kako v javnem sektorju, ker sem bil nekoč zaposlen tam. V javnem sektorju načeloma se vsako leto dela evalvacija tvojega dela, dobiš neko oceno, potem pa mislim, da na 3 ali na 5 let, glede na te ocene lahko napreduješ, potem pač greš razred gor.
v javnem sektorju so te razredi razdeljeni pač po nekih številkah in vsak razred pomeni neko višjo plačo in višje prispevke, ampak tukaj je potem še odvisno od tvoje od tvoje izobrazbe, kam sploh lahko padeš, pa v bistvu na kakšno mesto najdeš. Pač ni samo izobrazba, je tudi recimo na kaj si zaposlen, pol pač v bistvu od naziva odvisno, kjer je razred in kakšno plačo imaš in tako dalje in pol do kje sploh lahko napreduješ. Ne. Meni se zdi, da bi mogoče za te prispevke bilo nekaj drugega ful boljš, če bi obstajali in oziroma če bi se uveljavljal oziroma se mogoče da je možno pa da ne vemo tega. Če imaš ti neko dobro recimo finančno leto, bi bilo po mojem ful fajn, če bi bil obstajal enostaven način, kako se ti pač več uplačaš prispevkov, ne. Pač samo iniciativno, recimo, kot praviš, ne, zaslužiš, recimo priješ lih do cenzusa ali pa neko malo več, pa rečeš, ok, jaz rabim za življenje toliko, to pa gre lahko, ne vem, v penzijo. Da recimo, če ti ni ok dajati svojega denarja v sklade ali pač, ne vem, delnice ali karkoli. Jaz mislim, da kar nekaj ljudi obstaja tudi strašljivo mislijo, da do te penzije ne bodo prišli, ker se bo ali svet ali pa oni sami spremenili na način, da je to nedosegljivo. Ja, pri mladih je verjetno to razmišljanje še malo bolj prisotno, ne? Kar je tudi upravičeno glede na stanje sveta. Jaz bi na nekaj drugega opozorila, da ta sistem karierne dinamike, kot se je zdaj začel uvajati, bo imel učinek predvsem na mlade, ki zdaj stopajo in ki bojo v sistemu ostali in se jim bo dejansko izvišala pokojnina lahko. Ne? Na starejše generacije, ki so zdaj že v zadnji fazi kariere, pa tistih zadnjih par let zvišanja prispevkov ne bo imelo učinka višje pokojnine. Kljub temu, da jo bomo deležni, ne, še zadnjih nekaj let. Zato smo pri Novičniku že predlagali na Ministrstvu za kulturo, da se ta anomalija uredi tako, da se vsem samozaposlenim oziroma samostojnim delavcem v kulturi, ki so imeli plačane prispevke strani države vsaj 20 let, avtomatsko dodeli republiška priznavalnina. Argument je ta, da so ti ljudje že šli čez vsaj 4 preverjanja izjemnosti pri različnih strokovnih komisijah in jim je pravzaprav ta izjemnost, ki že priznana, a ne, in je ni treba potem, je ne bi bilo treba še enkrat preverjati ob vlogi za republiško priznavalnino. Kaj pa je republiška priznavalnina? Republiška priznavalnina je dodatek k pokojnini, ki jo lahko kulturni ustvarjalec dobi po upokojitvi, če njegova pokojnina ne dosega praga, ki je zdaj, mislim, da tam nekje 1100 evrov. Se pravi, razliko med dejansko pokojnino in med tistih 1100 evrov pa doplačuje Ministrstvo za kulturo. Ja, tle mislim, da sta še dve stvari, ki mogoče ta dinamika ne upošteva. Eno so to, kar je zdaj v bistvu sploh za mojo generacijo zelo pogosto, so te stranski premiki v karieri, torej da greš iz nekega poklica nek drug poklic, zato ker pač ni druge ali pa se ti to zdi bolj ugodno. Ne? Drugo pa recimo nekdo, ki je kasneje rada samozaposlen, kot sem rekel. Ne? Pač že razumem, zakaj ta odličnost recimo za ljudi, ki so v javnem sektorju, ampak recimo nekdo, ki je delal v kulturi, pa je mogoče delal pri neki firmi, dajmo reči, da je nek grafični oblikovalec, pa je ne vem, kakšne hude stvari delal, ali pa recimo industrijski oblikovalec, ki je naredil neke ikonične kose pohištva, ja njemu se, če bo vratal potem samo zaposlen v kulturi, ne bo nič pošteval, bo samo kar je zaslužil, ne, če šlo kaj v pokojnino več. In bo potem recimo na zadnja leta pač ostal v prvem ali pa drugem razredu. Ne. Kar se mi zdi malo problematično z vidika, ker danes nimamo več teh klasičnih karier, predvsem pa dvomim, da so ljudje, mislim, to spodbuja to, da rataš samozaposlen po kulturi takoj po faksu in ostaneš samozaposlen po kulturi takoj po faksu in ne narediš spremembe kariere med tem, tudi če se ti pojavi odlična priložnost, da bi delal na nekem drugem projektu ali pa na neki drugi firmi, ki je mogoče sorodna s tem, kar počneš, zato ker si zajebeš za karierno dinamiko. A se ta čas isto šteje, če si ti delno zaposlen, delno pa ostaneš samozaposlen v kulturi? A veš, lahko imaš oboje?
A se šteje čas isto ali ne? Ali je pol tako polovični čas? Zdaj mislim, da mi jadramo v take podrobnosti, spet, ki so od poklica do poklica oziroma od življenjske situacije v situacijo različne in ne vem, če jim bomo prišli do dna. To je sam foreshadowing vse klice, ki jih boš ti dobila zdaj v naslednjih letih. Od Jerneja. Od mene, jaz se bom, ne vem. Se bom pripravljal. Jaz se bom prijemljal za glavo, pa je. Jaz bi mogoče odprl še eno tako temo, če smo že toliko zajadrali v te neke detajle, ker mi je pač osebno ful zanimiv ves ta trud, ki je šel v spremembo našega imena. Kako ti gledaš na to? Meni je recimo ta sprememba semantike, razumem mogoče, zakaj so želeli, da smo delavci, kar je iz vidika zunanjega pogleda super in odlično, ker če rečeš, da si ti samozaposlen, ljudem ni jasno, oziroma če si SP-evc, obstaja nek ta pogled, da SP-evci pa sam ful masno služijo, po drugi strani pa če si kulturnik, pa si, ne vem, ne delaš nič kao, to je nek vidik tega. Tudi iz tega vidika, da nas, ne vem, širša populacija vidi kot prispevajoče člane družbe, smo delavci, nismo več samozaposleni, ne fušamo, ne, ampak smo marljivi. Po drugi strani se mi pa zdi ravno zato, ker smo se danes že ves cajt pogovarjamo, da imamo velike probleme, ljudje, ki se odločamo za ta poklic, da sploh razumemo, kaj ta poklic pomeni, da je to poslovna odločitev, da ni to samo, da si odvisen od nekoga, plus to, da delavec je ponovadi v podrejenem položaju in ne postavlja svoje cene. Kako ti gledaš na to semantiko? Recimo iz čisto osebnega vidika, kot nekdo, ki se zdaj že tretjič drugače imenuje, ne polagam nekih pričakovanj ali pa me to nič posebno ne prizadene. Na začetku sem bila samostojna kulturna delavka, potem dobršen del kariere samozaposlena v kulturi in zdaj sem samostojna delavka v kulturi. Se pravi, saj niti ne gre za neke velike spremembe. Je pa res, da je ta zadnji naziv bližje temu socialističnemu nazivu, kjer smo bili delavci brez velikega razmisleka ali pa vpraševanja, kaj zdaj to pomeni, ne? In nam ni bilo všeč, da so nas potem začeli tlačiti med podjetnike. Ne? Jaz mislim, da je v vsakem primeru bo ostalo nekaj odprtega, neizrečeno, neke nalagodje, ker v davčnem smislu mi še vedno ostajamo SP-ji. Davčna zakonodaja se s tem nazivom za nas ne spreminja. Ne? In veste sama, da če pokličete na kakšno izpostavo, je mogoče lažje razložiti, kaj hočeš, če rečeš SP. Te bojo lažje razumeli, na katerem področju iščeš informacije in nasvet. To pa ne velja seveda za celo področje tega statusa, ta resor, ki ga ureja Ministrstvo za kulturo, kjer je pa naziv tudi simboličnega pomena. In je zdaj želja, da se nas z priznavanjem našega dela, delavstva nekako bolj gleda, kot nekdo, ki si zasluži enake delavske pravice, kot jih imajo tudi redno zaposleni. No, meni se tudi čist iskreno, sama ta sprememba imena zdela malo brezvezna, se mi zdi, da je šlo preveč energije v nekaj, kar ne bo zares naredilo veliko. Edina, kar je pač moja skrb, je to, da bo mogoče več zmede ravno iz tega vidika za tiste, ki bojo samozaposleni v kulturi oziroma samostojni kulturni delavci, ker bo kar enostavno težko zaobjeti dejstvo, da si v bistvu SP, čeprav te ni tako ime. Ampak nič se nam ne bo spremenilo iz vidika tega, da bo treba oddajati obračune, da bo treba izdajati račune, da bo treba, ne vem, oddati evidenco za DDV, če boš posloval s tujino in tako dalje. Je en kup enih stvari, ki jih moramo mi razmišljati kot SP-evci in mogoče največji problem, ki ga pač imamo vsi in tudi zaradi stanja, je pač postavljanje svoje cene. In plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini, kot jo SP-ji plačujejo, ne delavci. Delavci jo plačujejo v višini 1%. Ne tako kot mi, ki plačujemo v višini 2%. Ja, mi plačujemo z obeh strani. To še ostaja, in to je SP-jevska stran našega statusa. Semantično drugačni, a isti kot prej. Sej mene, ko kdo vpraša, kaj pa ti delaš, vedno rečem, delam v kulturi. Se sploh ne matram več s temi termini, ker moram pol itak pojasniti, kaj to pomeni.
Če rečeš, delam v kulturi, je to res in hkrati dovolj široko, da si lahko vsak mal po svoje razlaga. Se tudi podjetnika noben ne vpraša, a je SP ali DO, razen če ni pri izdajanju računov in drugih pravnih zadevah. Če boš nekoga vprašal doma, nekje na kavi zunaj, kaj počne, ti bo povedal, kaj dela, ne bo ti povedal, ja, jaz sem pa zaposlen v DO-ju. Ne, rekel ti bo, delam v Leku. Ja, no. In ti takoj veš, da je ta človek verjetno zaposlen ali pa približno veš, kaj dela, kje dela, s čim se ukvarja. Ja, pa če ti pa nekdo reče, da je programer, pa nimaš pojma, v kakšne oblike je programer. Ja, no, ok. Ampak če pa ti nekomu rečeš, jaz sem samo zaposlena v kulturi ali pa jaz sem samostojna delavka v kulturi, so pa vsi tako, a ja, kaj rišeš? Ja, ne, zato pravim, da se mi zdi čez fair in prav, da rečeš tako, kot ti pač delam v kulturi, se nima veze v kakšni obliki. If you know, you know. Ustvarjam, s kratico ustvarjam, ker to naj bi bila kultura, ustvarjanje. To ne vem, če si upam komorkoli reči. Še posebej, če se pogovarjaš z nekom, ki dela v Leku, pa mu ti rečeš, da ustvarjaš. Ta dinamika pogovora ne bo šla, ok. Kaj pa ustvarjaš, Maša? Štalo. Sej, po moje smo že kar malo pri koncu. Koliko smo kar dolgi? 1:45. Aha, ok, pa smo pa res dolgi, ja. Ja, sej smo ful enih stvari obdelali. Meni je to tudi, se mi zdi, da je zelo zanimiv, pa da bo tudi za poslušalce koristno tiste luknje, ko smo svalili, pa i tak lahko Vse moje frustracije smo tudi dali ven, tako da... Vse, ne verjamem. Po mojem, da vse. Mojca, bi še kaj ti rada obdelala ali pa je kaj tazga, ki bi tebe zanimalo? Tudi mogoče, če nisva midva dala med izhodišča lahko. Jaz bi poudarila, da recimo midva res prihajava iz bolj področja vizualne umetnosti, pa mogoče kovne kritike in uredništva in producentskega dela na tem področju. Nekaj malega smo sicer o arhitektih, pa oblikovalcih, pa tako ne, ampak to kulturna srednja je veliko širša, ne vem, nekih filmov, glasbe. Gledališče pa film sta recimo zelo različna. No, to se recimo, tega se sploh nismo taknili, vseh nekih teh tehnikov, potem tudi to, po moje, ta arheologija, muzealstvo, vse to sem noter. Restauratorstvo smo celo omenili. Tako da to se mi zdi vredno poudariti, da ne bo se zdaj nujno kdo počutil, da smo ga malo izpustili, ampak pač ja, najboljše je, da se držimo tega, kar najbolj poznamo. Ne? Novični pa svobodnjaki so pa namenjeni tako vsem samozaposleni, tako da... Ja, v bistvu so namenjeni tudi tistim, ki niso samozaposleni, pa že iščejo kakšne informacije, da ugotovijo, ali to sploh je za njih ali ne, pa seveda za vse mame, ki servisirajo svoje samozaposlene otroke, da se oni lažje posvečajo delu in življenju. A je tega veliko? Nekaj pa je. Zdaj si pa omenila eno tako, Mojca. Jaz nimam računovodkinje, je pa moja mama računovodkinja in verjemi, da mi izredno veliko pomaga. No, zdaj mi je pa vse jasno. Zdaj pa vse malo boljše razumem. Ta gnev in histerično klicanje na iPad in drugače to prej, ko smo o Špeljci govorili. Špeljca, we fucking love you. Mi bi umrli brez tebe. Da... Tudi na začetku. Ja, ok. Hvala Špeljca za vso pomoč v resnici. Ja. A bi pol ti še kaj dodala, ali smo Mislim, v redu? da smo obdelali vse. Mislim, bo še kakšen pogovor, še kakšna... Če bo sprememba zakona malo, te lahko spet povamo. Zaključimo? Hvala, Mojca. Hvala vama za povabilo. Zahvaljujemo se poslušalcem in poslušalkam. Najlepša hvala, Mojca, tebi za obisk, oziroma najlepša hvala, da si naju sprejela v svoj atelje. Hvala ti za prijeten klepet in vse podane informacije. Ostale epizode, oziroma več informacij seveda na Svobodnjaku, pa Novičniku in tako naprej. Ostale epizode najnega podcasta pa najdete na vseh internetnih kanalih. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Ok, do naslednjič. Adijo. Čau, čau. Moram še kaj dodati? Ne, samo adijo. Čau, vsem lep pozdrav. Hvala.